Tole je pa prispevek, v katerem vam bom pokazal, kako enostavno je voziti danes sodobno terensko vozilo. V bistvu toliko, da voznik ne rabi skoraj gledati nikamor ven, sistemi vse naredijo sami in vmes lahko uživa v vroči kavici. Pa v lepem razgledu, tam je kar lepo. Evo, sem dokazal, čist simpel, s kavo se niti polil nisem, tako da konc prispevka. Ok, se lahko pokaže še vse vmes, no. V zadnjih 10 letih se je spremenilo marsikaj. Kot inštruktor za varno vožnjo sem včasih na treningih terenske vožnje vedno moral do vsakega udeleženca posebej, pa smo potem pogledali njegov avtomobil. Če je bil menjalnik ročni, je to pomenilo, da je speljevanje v klanec ali pa počasna vožnja v hudo klančino mnogo bolj zahtevna. Potem smo pogledali, če imamo reduktor, zaporo diferenciala, kje so te zapore in kako jih vključimo. Včasih so bile to kar mehanske ročice, ki si jih lahko premaknil samo ob določenih pogojih. Potem je bilo včasih treba izklapljati sistem proti zdrsu koles in po klancu navzdol paziti, da kolesa niso blokirala, ker kakšni stari terenski stroji sploh niso imeli sistema ABS. Skratka, da je bila vožnja po terenu varna, je moral voznik imeti ogromno znanja, pa biti zbran. Danes so stvari drugačne, ker je velika prednost, včasih pa tudi slabost, razložim pozneje. No in eden najboljših dokazov napredka je novi Land Cruiser. Pa če grem kar po vrsti, menjalnik je v tem primeru samodejni, kar pomeni, da pritiskanje pa pravilno popuščanje sklopke odpade. Potem imam na voljo reduktor, sredinsko zaporo diferenciala, zaporo zadnjega diferenciala. Tukaj v bistvu lahko celo izbiram podlago, po kateri se peljem in že samo te nastavitve v bistvu spremenijo delovanje motorja, pogona, sistema proti zdrsu koles, ESP-ja in še ostalega. Potem imam pa še poseben sistem za varno in počasno kontrolirano spuščanje po klancu navzdol oziroma za plezanje navzgor. Vse to v udobni kabini, samo z nekaj gumb, ki se moram poigrati in avto vse naredi sam. In to je super, ker je na ta način potem lahko vožnja veliko bolj varna, lahkotnejša in tudi bolj enostavna. Evo, podlaga v tem primeru je precej zahtevna, zato imam vključen reduktor, da so motorni vrtljaji malce višje in je v bistvu vedno navora dovolj. Zapore diferenciala nisem dodatno vklopil, ker v bistvu se mi zdi, da je ne potrebujem. Nikjer namreč ni kakšne velike luknje, kjer bi eno kolo ostalo v zraku in nikjer tudi ni kakšne velike blatne luže, kjer bi ena guma povsem izgubila oprijem. Sem pa tukaj izbral vozni program Dirt, ker so vmes kakšne skale. Ampak če v bistvu povem po pravici, nisem naredil nobene od teh stvari. Niti reduktorja nisem vklopil, ker je navora vedno dovolj in enostavno ne najdem dovolj zahtevne podlage ali pa dovolj zahtevnega klanca, kjer bi se Land Cruiser vsaj malo potrudil. Vse gre. V bistvu se vozim zdaj v takem načinu kot po avtocesti. Čist brez kakršne koli težave. Pri spuščanju po klancu navzdol je totalno huda še funkcija za kontroliran spust. Avto v tem primeru vse naredi sam in to mnogo bolje, kot bi lahko jaz. Tako, ko jaz pritisnem zavoro, zaviram z vsemi 4 pneumatikami oziroma zavorami, sistem pa lahko tudi samo z eno, če je treba. In tudi hitrost lahko določam. Počasi, recimo 4 km/h, kadar je teren takole slab, ali pa malo hitreje, z 10 ali pa še kakšnim več, kadar je teren malo bolj umirjen. Pa na kamere ne smem pozabiti, ker pride super prav, sploh ta, ki navidezno odstrani pokrov motorja, da vidim direktno potem na podlago. Čist hudo, ta stvar pride prav takrat, kadar voznik gleda v nebo pri kakšnem dvigovanju po klancu navzgor in ne vidi podlage. Land Cruiser je torej izjemno zmogljiv stroj, ki vozniku pomaga na vseh področjih. In zdaj vas zanima, zakaj sem prej rekel, da je napredek lahko tudi slabost. Ker gre preko večine ovir tako lahkotno, da se marsikdaj voznik sploh ne zave, da je teren totalno zahteven. In potem v nekem trenutku lahko kakšna stvar odpove, običajno so to pneumatike, pa imamo zagato.
starim avtom in ob obilici znanja bi vam kakšen klanec zagodil že veliko prej, tako se pa sploh ne boste zavedali, da ste bili nekje že zelo blizu meje, ker je šlo vse kot po maslu. Zadnjič smo v Turčiji na predstavitvi novega Hiluxa kar nekaj kilometrov prepeljali ob jezeru v totalnem blatu. Je organizatorje presenetil dež in celotno podlago spremenil v pravo drsalnico, zato so nekaj voznikov morali vleči ven. Jaz sem se k sreči sam pridrajsal potem do cilja, je bilo pa nekajkrat tako hudo, da avto ni ubogal niti pri 5 km/h. Na koncu je šlo, ker je tudi Hilux pravi terenski stroj, ni pa manjkalo veliko, pa bi bil problem. Če tega znaš pravilno zaznati, potem gre, no nekaterim pa ni. In nekje v divjini, ko boste proč od vseh ljudi, brez telefonskega signala, res ne hočete obstati, ker potem vam niti kavica ne bo pomagala pri umirjanju živcev. Pomaga pa seveda, če imate pravi stroj.